Spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije, drage volivke in volivci. Začenja se volilna kampanja. Ta ponuja obilo možnosti, da kritično ocenimo, kaj je bilo doseženega in katere priložnosti velja izkoristiti, da nam bo bolje ali še bolje. Spodbujam prav tako vsebinsko kampanjo. Po ustavi je Slovenija namreč pravna in socialna država. K temu je treba dosledno stremeti tudi na volitvah. Boj za glasove naj bo pošten in predvsem transparenten. Volilna kampanja pa naj jasno pokaže, ali tekmeci za sedež v Državnem zboru iskreno verjamejo v demokracijo kot način življenja. Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne zlorabljajo njenih slabosti, kot je denimo širjenje nestrpnosti pod krinko svobode govora. Tisti, ki verjamejo v demokracijo, ne izigravajo njenih prednosti, kot je pravica do informiranja. Prav neselektivno informiranje volivcev je ključ do poštenih volitev. Namerno potvarjanje dejstev, zavajanje, dezinformacije, vpletenost tujih držav v volitve, financiranje od zunaj, vse to so primeri volilnih kampanj, kot smo jih nedavno bili priče tudi v nekaterih evropskih državah. Take zavržne prakse pri nas nimajo mesta. Take prakse niso utrjevanje poti v demokratično družbo, so tlakovanje poti v peku, kjer izključevanje, partitokracija in omejevanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin obvladujejo državo in družbo, torej vse nas. Zaradi skupne družbene in pravne zaveze, da vsakomur v Sloveniji omogočimo človeka vredno življenje, volitve niso le praznik demokracije. Volitve so odgovornost. Iti na volitve pomeni, da odgovornosti, v kakšni državi želimo živeti, ne prelagamo na druge, saj bodo ukrepi nove oblasti veljali za vse, ne samo za tiste, ki so odšli na volitve. Slovenija si zasluži največjo možno volilno udeležbo zato, ker je od vseh nas. Letos bo 35 let, odkar smo jo začeli ustvarjati. Zato prosim, pojdimo na volitve, vsi skupaj, in soustvarjajmo Slovenijo še naprej. Zase, za skupnost in za prihodnje generacije.